Hej, družba, dober dan, dober večer, kadarkoli to poslušate. Evo, Gregor, ponovno z vami, Greg Skorta. Že vnaprej malenkostno opravičilo, moj glas je bolj tako, malenkost boleham, ampak bomo spravili tale podcast skupaj. Informacij je ogromno, na tone. Dejansko se bomo obrnili proti Luki Dončiću, proti reprezentanci. Proti Dallasu in njegovim novincem, proti nasploh ligi NBA in pa potencialnim ukrepitvam za Dallas, proti tistim, ki so odpovedali nastop na prihajajočem svetovnem prvenstvu, proti reprezentanci mladih do 19 let, v glavnem vse skupaj bomo strnili v naslednjih 10 in nekaj minut. Še prej pa, če ste tukaj novi ali vnovič, kakorkoli, če še niste naročeni za podobne analize, za podobne informacije, vabljeni, da se mi pridružite s klikom na naročite se oziroma subscribe. Takole, na svetovnem prvenstvu bomo osvojili medaljo. To so besede Luke Dončića, ki jih je dal Erjavcu, se pravi predsedniku KZS-ju na zadnje, ko so se srečali v Ameriki. Zdaj le povzetek vsega skupaj je na spletni strani Sport kluba. Martin Pavčnik je opravil odličen, sijajen intervju s predsednikom Erjavcem za SK. Niso se dotaknili samo Dončića, dotaknili so se Gogija, Nike Barić, Sekulića, kandidature za Evropsko prvenstvo 2029. Tako da ja, celoten intervju Sport kluba na njihovi strani, da vemo, odkot je vzeto. Jaz bom zdaj tole na hitro malo pokomentiral. Zdaj tista najbolj zanimiva zadeva, Luka Dončić trenira kot nor. Tako se je izrazil, oziroma dodal še celo, da še nikoli ni treniral tako, kot v tem trenutku Luka Dončić trenira. Točno tako se je izrazil Erjavec in v bistvu nekaj dokazov o tem že imamo. Nekaj video materijala, nekaj slikovnega materijala, ampak hej, gledajte, počasi. Jaz sem tisti, ki zagovarjam to, da je potrebno športnike pustiti pri miru, takrat, ko oni želijo svoj mir. Itak so čez celotno kariero in pa sredi sezone okupiranje okoli novinarjev, tako da naj trenirajo tukaj v miru. Itak pridajo tako ali drugače ven razni fotografije, razni videi, ampak verjamem na besedo Erjavcu. Zakaj? Zato, ker je Luka viden okoli Tivolija, telovadnice in pa potem ostalih mest, kjer dejansko trenira. Kakorkoli. Erjavec pravi, bil sem v Dallasu, ko je padla odločitev o omejenem igralnem času Luke Dončića na zadnji tekmi proti Chicagu. Bil je jezen. Na večerni se je obrnil proti meni in mi rekel: predsednik, na svetovnem prvenstvu bomo osvojili kolajno. Nimam razloga, da mu ne bi prisluhnil in mu verjel, pravi Erjavec. Vidi se, da je motiviran. Trenira kot nor. Res, tako močno ni še nikoli treniral. Verjamem, da bo potegnil tudi preostale. Žal se je na zadnji tekmi sezone poškodoval Edo Murić. Gre za člana reprezentance, ki ga je praktično nemogoče zamenjati. Ne bom rekel, da so celi zdaj manjši, a mimo tega, da smo ostali brez izjemno pomembnega igralca, ne moremo. To nas je vse skupaj močno zadelo. Upam, da nas bo to povezalo in dvignilo. Ja, vemo, Erjavec je že napovedal, da da Edo Murić manjka zaradi poškodbe. Napovedal je pa v nadaljevanju intervjuja tudi, da je Goran Dragić rekel ne. Da je tale ne zvenel podobno, kot je zvenel tisti ne po Eurobasketu 2017. Tako da verjetno gre tukaj vendarle za dokončni ne. No. Vemo, Goran več ni v takšnem stanju fizičnem in pa pač leta se nekje morajo poznati. Ne. Kakorkoli, dve mesti se v tem primeru sprostita, kar se tiče lanske udeležbe na Eurobasketu. Se pravi, Goran Dragića ni, Eda Murića ni. Vsaj dve mesti gresta. Jaz eno vidim takoj, brez da se priprave začnejo, v Gregorju Hrovatu, za katerim je odlična sezona v Franciji, vnovič podaljšajo pogodbo s svojim klubom. Gre za odličnega borca in mislim, da bi bil on pravšna menjava. Zdaj, kaj je še tukaj novega? Žiga Samar je bil že zraven na zadnjem prvenstvu, verjamem, da bo tudi tokrat, ker se resnično razvija v izrednega pleja. In pa ena novost pri Samarju. Ni več posojen iz Albe v Hamburg, ampak bo polnomočen, pravnomočen, kakršnokoli želite, član Albe. To pomeni euroligaške minute v novi sezoni za Žigo Samarja, ki se je že pojavil v dresu Albe in že trenira tam. Trenutno se na novo sezono že
pripravlja pri klubu iz Nemčije, kar je v bistvu izredna novica tudi za nas, za v prihodnost višji nivo tekmovanja, boljše tekme, izčrpnejše in tako naprej. Kar se tiče intervjuja z Erjavcem še, spregovorili so tudi o temi Nika Barič, o tem je bilo veliko prahu. Zdaj eno stvar, ki jo oni na zvezi obžalujejo, je, da ni prišlo do klica med selektorjem in Niko Barič. Da so tukaj mogoče ali selektor ali zveza kakorkoli naredili napako, da se ni igralke o neudeležbi oziroma neklicu drugače rešilo, s preprostim klicem, ne malo bolj človeško. Tukaj se močno strinjam, zdajle napak za nazaj bo težko popraviti, jaz samo upam, da bo tega pranja perila v javnosti čim manj. Še zadnja, mogoče iz tega intervjuja, Sekulič in njegova prihodnost na klopi reprezentance. Zdaj vemo, Sekulič nadaljuje z delom, kar mene osebno toliko ne moti. Gre za to, da so bili pri izbiri selektorja oziroma njegove prihodnosti neenotni, kar je v bistvu po nek način tudi normalno, ampak potem dalje nastopajo enotno. Kakorkoli. Če gremo malo naprej, nabor lige NBA je za nami. Kaj zdaj to pomeni? Dallas je pridobil kar nekaj novih igralcev. Nico Harrison je dejal, da so v narekovajih ubili draft, se pravi, da so zadovoljni. Pridobili so dva visoka igralca, pravi tale Derek Lively drugi in pa Omax. Jaz upam, da sem pravilno povedal ta dva priimka. Kakorkoli, strmijo k temu, da bodo pri Dallasu bolj vključevali visoke igralce oziroma da bodo okrepili centrsko linijo. Zdaj najverjetneje pa moje osebno mnenje je, da se tukaj sprosti mesto, da se pravi, da odhaja tale večni center Dallasa, če se tako izramim, vse odkar je Luka Dončić prišel v ligo NBA. Dwight Powell, da se tukaj poslavlja. Ne vem, kakšna usoda Javela McGeeja, kakorkoli. So tudi neki rumori, kdo bi lahko prišel v Dallas. Se pravi, DeAndre Ayton naj bi bila želja, ampak mislim, da on nekako prečrtan. Clint Capela naj bi bil želja, tudi tukaj smo nekako prečrtali. John Collins naj bi bil želja, pa tudi to je nekako prečrtano. Omenja se Dillon Brooks, vroče krnež, ki ga jaz osebno ne bi želel gledati v Dallasu, ker nekako mislim, da bi slabo vplival na samo moštvo. Je odlični obrambni igralec, ampak njegov karakter je problematičen. In pa mogoče malo bolj na glas se omenja Bruce Brown, novo pečeni prvak lige NBA iz Denverja. V bistvu naj bi se celo že lansko sezono potegovali zanj, ampak nekaj ni šlo narobe, bomo videli, kako bo letos z tem. Je pa zanimiva še ena druga zadeva. Novinci pri Dallasu so že spregovorili o Luki Dončiću in poslušajmo, kaj so povedali. Luka's one of the best players in the world. Just playing with a guy like that, it's just amazing. You can learn so much from a guy like that. And he's an unselfish player. He's a player that loves to pass, loves to create, and I'm just excited to be able to play with a guy like that, learn from him, and just compliment him. And for guys like us, we don't need the ball in our hands, but we're ready to whatever cut, finish, catching lobs from Luka, all those things. It's just exciting to play with a guy like that. It's definitely gonna get scary whenever I set a really good pick and he gets down the lane. You're not gonna know if he's gonna get a kick out three, a floater, get to the rim, he's going to throw it up for a lob. So I know it's definitely going to be a great way to just have fun on the offensive end. Dobro, se verjamem, da nek dobeseden prevod zdaj ni potreben. Gre za to, da navdušena sta, da bosta delila slačilnico in parket z Luko Dončićem, da bosta kakšen lop ujela in glavnem veselita se tega, kdo pa se ne bi. Kar se tiče Dallasa, pa to ni vse. Zanimiva zgodba je to, da je Kyrie Irving menjal številko. Zdaj, kaj to pomeni? Morda veliko, morda nič. Kot sem v zadnjem videu svojem že napovedal, zdajle, mogoče je to nek indikator, da vendarle Kyrie ostaja. Tim Hardaway Jr. je tudi menjal številko, no kakorkoli bolje bum tale menjave številke Kyrie-a, ker je potem nekomu drugemu predal svojo številko. Kakorkoli.
Dotaknemo se še malo SP-ja in pa drugih igralcev. Zanimiva zgodba je Paolo Banchero, Banchero, ne vem, v glavnem, oprostite mi za tole zgorjavo, nisem prepričan, katera je pravilna. Skratka, gre za Američana italijanskih korenin, ki se te dni, zanimivo, mudi v Italiji, naj bi se srečal z njihovo italijansko košarkarsko zvezo, da bi se dogovorili glede njegovega nastopa za italijansko reprezentanco. A glejte ga zlomka! Fant se je znašel na seznamu ameriške reprezentance in ne gre za širok spisek oziroma širši seznam, gre namreč za ožji izbor. Američani že imajo 11 zapolnjenih mest, tega se bomo dotaknili malo pozneje, 11 zapolnjenih mest, torej samo še eno manjka in na njem je Paolo Banchero, tako da to praktično pomeni, da ga bomo na prihajajočem svetovnem prvenstvu videli v dresu ameriške reprezentance. Zdaj na zvezi v Italiji so že komentirali, da gre na nek način za izdajo oziroma za nož v hrbet, kajti bilo je že vse pripravljeno, da bo Američan, to moram reči, Američan igral v dresu italijanske reprezentance, ampak po eni strani ga je potrebno razumeti, odraščal in živel je v Ameriki, vso košarkarsko znanje je pridelal v Združenih državah Amerike, le njegovi predniki so iz Italije, odkoder seveda tudi izvira priimek. Na drugi strani Victor Wembanyama, najbolj opevan novinec, bi skoraj si upal trditi po LeBronu Jamesu, zakaj vedo samo Američani, ampak ok, je ravno tako odpovedal nastop v dresu francoske reprezentance. Češ, da bo število tekem pred ligo NBA preveliko, da ne bi rad ogrozil svojega premiernega nastopa v ligi NBA, rad bi se čim bolje pripravil na novo sezono, na nove cilje, novo prizorišče, kakorkoli. Tudi Wemby ne bo del svetovnega prvenstva. Veliko razočaranje seveda za Francoze, malo manjše za San Antonio. Hkrati je poudaril, da mu nastopa nihče ni korigiral oziroma nihče ga ni usmerjal s strani njegovega novega delodajalca, da je to zrasla odločitev na njegovem zelniku. Če se mu bo obrestovala, bo pa pokazal le čas. Še zadnje, a niti ne najmanj pomembneje, spremljate kaj svetovno prvenstvo do 19 let. Slovenija se do tega trenutka kar uspešno kosa z vrstniki iz celega sveta. Najprej je padel Libanon, malenkost težje od pričakovanja, vendarle. Na koncu pa je skoraj padla Amerika. Malo je zmanjkalo, da bi Slovenija pripravila izjemno presenečenje, a na koncu je malo zmanjkalo poraz proti Američanom, torej. Ampak glejte, Slovenci so z izjemno igro upozorili nase, res lepo so igrali, vodili večji del tekme, resnično skoraj do zadnjih minut so vodili, na koncu je zmanjkalo koš ali dva, izkazala sta se Jan Vide, novopečeni član UCLA in pa Sergej Macura. Ta dva sta res verjetno najboljša posameznika v reprezentanci, ampak vse vemo, v reprezentanci ni posameznikov, v reprezentanci je ekipa. Zakaj omenjam tale dva fanta, se pravim, Videje na očeh ameriške javnosti, ker bo svojo kariero nadaljeval na koledžu, ampak o tem smo že poročali. In pa Sergej Macura, član Baskonije, krilo, ki ga Slovenija res nujno rabi. Še zelo mlad je, vsa prihodnost še pred njim, nek način me spominja na Boštjana Nahbarja. Zakaj igra na podobnem položaju? Nekaj šuta že ima, čeprav še mehanika šuta ni pravilna, ampak ok, zadane, to je glavno. Dvigne se kot Boštjan Nahbar na dobroč, silovito zabija. Jaz mislim, da je neka kopija njegova, resnično se nadejam, da bo njegova kariera šla. Če bi šla v podobni smeri kot od Boštjana Nahbara, bi to bilo za celotno slovensko javnost samo dobro. V glavnem, da ne bomo predolgi, številnih tem smo se danes dotaknili. Upam, da ste spremljali tole do konca. Kakorkoli, hvala za spremljanje. Še enkrat, če ste tukaj novi, dajte se naročiti za podobne analize na tale moj kanal Greg Skort. Upam, da bo kmalu še več analiz, sicer pa bližajo se pomembne stvari, prijateljske tekme za svetovno prvenstvo, nadaljevanje mlajših kategorij, vse tole bomo obelodanili. Spodaj v opisu še vse strani, kjer me najdete.
Hvala še enkrat. Lepo bodite do naslednjice. Bil z vami Gregor iz kanala Greg Skort. Lep pozdrav, imejte se lepo.